Tehnoparku Celje v tretjem eksperimentalnem četrtku. Danes se bomo pogovarjali o dinamiki tekočin in poskusu razmešali barve. Torej, rekli smo, da bomo razmešali barve, pa poskusimo z vodo. Sedaj pa je nastal problem, saj teh barv ne moremo razmešati, razen če jih zavrtimo točno tako, kot smo jih prej. Kar pa je v tem primeru možno le, če zavrtimo posnetek. Za reverzibilno spremembo je značilno, da je obrnjena sprememba preko enakih vmesnih stanj kot prvotna sprememba. Po obeh spremembah ne sme biti nobenih trajnih sprememb v bližnji in daljni okolici. Za irreverzibilno spremembo pa je značilno, da ni možna obrnjena sprememba preko enakih vmesnih stanj. Za poskus potrebujemo prozorno tekoče milo, 3 posodice za barvo, velik kozarec in steklenico oziroma manjši kozarec, ki ga lahko vstavimo v večji kozarec, ter iglo. Najprej v posodice vlijemo malo mila, jim dodamo jedilne barve in dobro premešamo. Preostanek mila vlijemo v večji kozarec in vam stavimo steklenico. V dinamiki tekočin je Taylor-Cuet tok sestavljen iz viskozne tekočine, zaprte v režiji med dvema vrtljivima valjama, kar smo ustvarili s kozarcem in plastenko. Ta naša priprava nam bo pomagala ustvarjati konstanten laminarni tok, če bi tekočino mešali neenakomerno, pa bi ustvarjali turbulentni tok. Pomembno je, da ustvarjamo laminarni tok, saj je le tako sprememba, katero bomo vnesli, torej mešanje, reverzibilna in s tem smo prišli do entropije. Entropija je termodinamična količina, ki si jo telesa izmenjujejo, ko izmenjujejo toploto. Pri reverzibilnih spremembah se entropija ne spremeni, pri irreverzibilnih spremembah pa se poveča. Entropija je mera za količino energije, ki se ne more pretvoriti v delo, ter tudi merilo za neurejenost sistema.